Gospod Dončić, najprej, kako čustveno je bilo na tekmi proti Dallasu za vas? Ja, lep pozdrav. Mislim, čustveno, sigurno so bile emocije malo močnejše kot na navadni tekmi, ampak glede na to, da je tukaj pomemben rezultat, bom rekel, teh čustev se nekako se znebil takoj po prvih minutah uvodne tekme, potem je šlo vse tako normalno, kar mora biti. Prvi obračun z Dallasom videli vi. Luka je po tekmi dejal neiskreno, v prvi in drugi četrtini sploh ne vem, kaj se je dogajalo, bilo je veliko čustev. Ja, tekma kot tekma je bila dobra, gledljiva, kar se tiče, verjamem pa, da za marsikoga mogoče kdo pričakoval še večje spektakle, ampak meni je bilo res zelo pomembno, da v tej tekmi Luka ne pregori v preveliki želji, verjamem, da tako kot vsak igralec, ko igra še enkrat proti bivšemu klubu, so te emocije močnejše, veliko večjo, več energije imaš in se zna zgoditi, da tudi v takih momentih pregoriš. Luka je seveda dosti izkušen. Mislim, da je tudi zelo pomembno to, da je na začetku zadev neke šute, da je dobro podajal in tudi to verjamem, da prve dve četrtine enostavno sveti z glavo, verjetno totalno nekje druge, ampak se je na koncu pokazalo, da je bil mislim, da je zelo dobro popravljen in je dobro tekmo odigral. Kaj pa Lukov pogled proti klopi Dallasa ob trojki za vodstvo Lakersov 19-14? Jaz mislim, da je bilo to bolj slučajno, iskreno, enostavno tista trojka ni bila lahka zadeti. Tam se je videlo vse te emocije, ki jih je imel Luka pred tekmo, se nekako, mislim, da so prav po tej trojki se nekako sprostilo, je dal ven iz sebe in potem je nadaljeval s čist bistro glavo, da rečem. Kaj pa ste z Luko govorila po tekmi? Mislim, čist take običajne stvari, enostavno tudi Luka sam je bil zadovoljen predvsem zaradi zmage, glede svoje igre, ve, da lahko veliko boljše igra, ampak glede na to, da je se to še vedno dosti hitro po poškodbi, nova sredina, da se še vedno ni prilagodil, verjamem, da se bo iz tekme enostavno bo boljši igral, bolj bo spoznaval svoje soigralce, drugače pa je bil pa zelo vesel, seveda, da je tekmo kot tekmo zmagal, zdaj pa glede na to, da je bil še to Dallas, je bil pa še vedno absolutno še bolj vesel. Kako težko je odigrati na takšni tekmi, ko je igralec pod takšnim pritiskom, kot je bil Luka? Vsi so na tej tekmi pričakovali, da se bo nekaj zgodilo, da bo Dallasu pokazal, kakšnega igralca so izpustili iz rok. Pa mislim, da je to tudi pokazal, na koncu ta triple-double na prvi tekmi proti Dallasu pove vse. Težko, se pravi, lahko je tam emocija, ki jo imaš pred tekmo zaradi tega, ker igraš proti boljšemu klubu, lahko dvorezen meč. Meni je na moje veselje, na Luka to veselje, seveda se to obrnilo pozitivo. Verjamem pa da je to so dosti težke, emotivno težke tekme, predvsem začetek tekme in tukaj je zelo pomembno, kako se tekma odpre oziroma kaj narediš v prvih minutah tekme ali pol ta trema oziroma ta neka dodatna energija, bom rekel, popusti in igraš, ko znaš igrati. Pred začetkom tekme ste se pozdravili na hitro tudi z nekdanjim Lukovim šefom Markom Cubanom, ki je Luko pripeljal v Dallas, o čem sta poklepetala. Cuban ni nikoli skrival, da je Luko oboževalec. Dobro, to je bilo sicer med tekmo, ampak jaz z Markom sem ostal z vsemi iz Dallasa, morate priznati, v dobrih odnosih. To sem tudi rekel prejšnji oddaji. Trade se je zgodil mene zmotil način in potem, kar so nekateri posamezniki govorili po tem tradu, ali so iskali opravičilo za to, ali karkoli, ni važno, ampak bilo je kar nekaj ljudi tudi iz Dallasa in z vsemi, osebno sem ostal v dobrih kontaktih, to so dobri ljudje, naredili niso nič slabega, tudi ta trade, prav, jaz razumem, to je posel, to je enostavno, se tukaj tako dela, tako da pogovarjala se pa o normalnih stvareh, sprašujem, kako se počutim v LA-ju, da je vesel za Lukata, da je vse dobro zdajdu in nič ta za posebno. Kaj pa Nico Harrison, ves svet so šli posnetki, kako je gledal Luko, ko je se ta ogreval za začetek tekme? Dobro, ne vem, jaz res nisem videl to, jaz tudi njega nisem videl na tekme, ampak to v principu sploh ni pomenilo, ker to je že preteklost in življenje gre naprej, tukaj je življenje zelo hitro, treba se čim prej prilagoditi, pa mislim, da ne vem, o kakšnih posnetkih sicer govorite, ampak tukaj treba biti zelo previden, da niso kakšni te fake newsi, kakšne te umetne inteligence, da se ne videl kakšno sliko, tako da
to ne bi komentiral. Luka je presenetil z gesto, da je za navijače Lakersov nasproti dvorane zakupil parkirišče in takoj požel simpatije navijačev, ki so opozarjali, da po njihovo tega ni storil še nihče od igralcev. Ne vem zdaj, kdo storil ali ni, ampak to je bila neka reklama, se je snemala za Jordan, za promocijo novih superk, in seveda so robili ta plac, zakupili so avto, spektakularno je izgledalo vse skupaj, ampak to je vse del posla. Zdaj, Luka je po tekmi dejal, da mora še predelati to menjavo in da bo zapiranje tega poglavja trajalo še nekaj časa. Menite, da je ta tekma prispevala k temu, da bo to poglavje čim hitreje zaprl? In kako gledate na to, kako toplo so navijači Lakersov sprejeli Luko in da je bilo tam tudi nekaj navijačev iz Slovenije, ki so sicer takrat, ko so kupovali karte, verjeli, da bo Luka današnji obračun igral v dresu Dallasa? Ja, sigurno je ta trade, ki se je zgodil, pustil neke posledice, ampak moje mišljenje je to, da je iz dneva v dan je boljše. Mislim, da tudi že tista tekma pred tole z Denverjem, ker je odigral dobro, mislim, da se že pozna, bom rekel, ta čas, da ni minil ta čas, da je počasi že prebolel vse skupaj, oziroma prebolel, da je premlel to v glavi. Jaz verjamem, da mu je tudi ta tekma z Dallasom dala še neko dodatno motivacijo in mislim, da je ta poglavje, kar se tiče prestopa, enostavno zaključen. Gospod Dončić, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam.